Lepo pozdravljeni. Raziskave kažejo, da je za približno 80% nesreč na morju kriv človek. Med vzroki so utrujenost, malomarnost, slaba presoja ali nezadostno znanje. Po drugi strani pa naj bi bilo samo delo na krovu med privezom od 5 do 16-krat nevarnejše kot delo na kopnem, zaradi česar se zgodijo nesreče med pomorščaki. Popolnoma avtonomne ali pa avtonomne ladje bi lahko število in resnost nesreč znatno zmanjšale. Plovila brez posadke naj bi poleg večje varnosti zagotavljala tudi boljšo energetsko učinkovitost in manjše stroške obratovanja plovil. Ali bo v prihodnosti vodni promet avtonomen? Profesor Peter Vidmar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj, razvoj pomorstva že nekaj časa gre v smeri pametne avtomatizacije. Kako uresničljive so zamisli o avtonomnih plovilih v primerjavi z avtonomnimi vozili, o katerih pa slišimo nekoliko več? No, avtomatizirane ladje so že danes zelo prisotne, sama avtonomnost pa je, bom rekel, v neki začetni fazi, na določenih krajših razdaljah so pa te že v uporabi. Poglejmo zdaj prednosti avtonomnih plovil. Bi lahko imela avtonomna plovila nižje stroške kot tista z posadko? No, obstajajo študije, ki govorijo, da bi to bilo možno, so pa zaenkrat nekatere, ki pravijo tudi, da ne, saj bi zahtevalo veliko večjo infrastrukturo tudi na kopnem in ladje same bi bile toliko dražje. Greva zdaj naprej. Bi lahko bila avtonomna plovila energetsko učinkovitejša in imela manjši vpliv, negativni vpliv na okolje? Ja, tale energetska učinkovitost plovil gre nekako vzporedno z njihovo avtonomnostjo. To pomeni neka kombinacija zelenega prehoda in digitalnega prehoda, o katerem se ogromno govori. Bi lahko bila avtonomna plovila brez človeške posadke varnejša? Glede na to, da je večina nesreč res razlog za njih, se pravi človek, verjamemo, da bi lahko nezmotljive elektronske naprave k tej varnosti ogromno pripomogle. Ker pravzaprav avtonomna plovila vidijo tisto, česar posadka ne vidi, vidijo dlje. Tako je. Sisteme bi lahko integrirali na način, da jih, se pravi, ustrezan računalniški program obdela na način, da sprejema pravilne odločitve. Pa napadi piratov, ni pravzaprav plovilo brez posadke še nekako bolj izpostavljeno tem napadom? Morda niti ne. Namreč pirati danes napadajo predvsem posadko in preko posadke prevzemejo ladjo. Zdaj, ukolikor ladje posadke ne bi imele, se bi bilo možno ključne sisteme za upravljanje ladje tako zapreti in pač narediti nedostopne, tako da v bistvu pirati ravno dosti uspeha pri tem ne bi imeli. Je pomanjkanje delovne sile in dejstvo, da je za približno 80% nesreč na morju kriv človek, je fundacijo Nippon spodbudilo k vzpostavitvi tehnološkega programa Meguri 2040, s katerim spodbuja japonski razvoj plovil brez posadke. Prve testne plovbe, na katerih preverjajo predvsem ključne trenutke plovbe, kot so izplutje, izogibanje trkom na morju, načrtovanje poti in pristanek, obetajo veliko. Vsak dan približno 500 ladij prečka Tokijski zaliv. To je 10-krat več kot sloviti panamski prekop in za približno polovico več pomorskega prometa kot v singapurski ožini. In prav tu, v enem najbolj obremenjenih morskih območij na svetu, so 26. februarja 2022 na 790 km dolgo poskusno povratno avtonomno plovbo od zaliva Isa do Tokijskega zaliva poslali 95 metrov dolgo in 749 bruto ton težko kontejnersko ladjo Suzaku. Opremili so jo z navigacijskim sistemom za zaznavo ovir na poti, radarji, ki določajo lokacijo grebenov in drugih ladij z izjemno natančnostjo, sistemom za simulacijo in načrtovanje poti ter dinamičnim sistemom pozicioniranja, ki omogoča tudi pristanek in odplutje iz pristanišč. Ladja je bila med plovbom povezana s centrom za upravljanje flote na kopnem po satelitski povezavi ali s telekomunikacijskim omrežjem. Operacijski center je ves čas sledil plovbi in v izrednih razmerah bi lahko center s kopnega prevzel nadzor. Yara International je norveško kemično podjetje, ki proizvaja mineralna gnojila. Za prevoz svojih izdelkov od tovarne v Porsgrunnu do pristanišč v Breviku in Larviku potrebujejo več kot 100 voženj tovornjakov na dan.
Z uporabo avtonomne, popolnoma električne tovorne ladje bodo nadomestili več kot 40.000 voženj tovornjakov na leto. Yara Birkeland je namreč prva 80 metrov dolga in 15 metrov široka trgovska ladja brez posadke z ničelnimi emisijami na svetu. Avtonomno plovbo nadzirajo iz 3 nadzornih centrov na kopnu. Ladja ima tudi sistem avtomatskega priveza, samodejno z električnimi žerjavi pa bo potekalo tudi nalaganje in razlaganje tovora. Stockholm ima edinstveno vodno okolje, zato ni presenetljivo, da se je novi koncept trajnostne mobilnosti z majhnimi, avtonomnimi, električnimi mestnimi trajekti razvil in uresničil prav tam. Med stockholmskima otokoma Kungsholmen in Södermalm od junija 2023 pluje prvi samovozeč komercialni potniški trajekt na svetu brez emisij. Hitro in udobno plovbo zagotavlja popolnoma električen pogon v kombinaciji s sončnimi celicami na strehi. Na krovu je sicer še vedno prisoten operater, ki nadzoruje sistem in bi po potrebi prevzel nadzor. Ko je leta 1620 ladja Mayflower s prvimi priseljenci iz Evrope plula do Amerike, je bilo na krovu več kot 100 ljudi. Več kot 400 let pozneje se je po njeni poti odpravilo raziskovalno plovilo Mayflower 400. Na krovu ni bilo nikogar. Mayflower 400 je namreč prvo avtonomno plovilo, ki je prečkalo Atlantik. 15 metrov dolg, 6,2 metra širok in 4,5 tone težak trimaran je bil opremljen s 30 senzorji in 15 računalniškimi napravami. Plovilo je med plovbo izvajalo hitre kemične analize vzorcev morske vode in zbiralo podvodne audio podatke za preučevanje morskega življa na slabo raziskanih območjih v Atlantiku. Samostojno navigacijo in optimalno plovbo sta zagotavljali napredna strojna oprema in inteligentna tehnologija 6 kamer in posameznih senzorjev. Za plovbo in delovanje raziskovalne opreme je skrbel hibridni električni motor z napajanjem iz solarnih panelov, po potrebi pa tudi z dizelskim generatorjem. Kaj pa pomeni, da je plovilo avtonomno in do katere stopnje je lahko brez posadke oziroma navzočnosti človeka? Mednarodna pomorska organizacija je predlagala definicijo avtonomnih ladij z več stopnjami avtonomije. Za katere so te stopnje? No, v tako imenovanem priporočilu MAS, kot ga imenujejo, se pravi pomorska avtonomna plovila, se predvideva 4 stopnje. Nekako prva je še vedno o prisotnosti človeka, seveda z avtomatizirano ladjo. V drugi stopnji naj bi človek bil še vedno prisoten, vendar bi bila ladja upravljena iz kopnega, se pravi nadaljalo. No, v tretji stopnji naj bi dejansko bila ladja že brez posadke in upravljene nadaljavo. Četrta in zadnja stopnja pa naj bi bile ladje popolnoma avtonomne, kjer bi dejansko na ukaz, na navodilo same sprejemali odločitve o bi rekel, plovni poti, o pristajanju, o izplutju in vse ostalo, kar je potrebno. No, in da bomo to dosegli, pomagajo oziroma bodo pripomogli tudi slovenski raziskovalci. Raziskovalci iz Ljubljanske univerze razvijajo najsodobnejši senzorski sistem za vizualno zaznavo ovir na vodni gladini. Raziskovalci s Fakultete za elektrotehniko se ukvarjajo s senzoriko in strojnim učenjem na senzorjih. Raziskovalci s Fakultete za računalništvo in informatiko pa razvijajo metode umetne inteligence in globokega učenja za interpretacijo slik in videa za zaznavanje ovir na vodni gladini. Najsodobnejši senzorji, ki se uporabljajo pri razvoju avtonomne plovbe, so radar, lidar, GPS z inercijskim senzorjem, barvne, 3D, toplotne, polarizacijske in spektralne kamere. Vse to so slovenski raziskovalci povezali v kompleksen senzorski sistem, s katerim zajemajo realne podatke na vodnih površinah. Da je to mogoče, so razvili posebno kontrastno tarčo, s katero umirjajo senzorje in kamere, da dobijo sinhronizirane podatke. Zato imamo tarčo narejeno tako, da imamo na eni strani standardni vzorec, ki se uporablja za kalibracijo kamer, na drugi strani imamo pa dejansko ta vzorec popolno repliciran z elementi, ki sevajo v infrardečem spektru za kalibracijo tistih spektralnih kamer in dejansko tudi toplotne kamere, ker se ta zadeva tudi greje. Umirjen sistem omogoča prikaz podatkov z različnih senzorjev na isti sliki. Sistem lahko samodejno ugotovi, kateri senzor mu v nekem trenutku podnevi ali ponoči daje koristnejše podatke za plovbo.
Tu vidimo en primer skozi staro Ljubljano. Na Ljubljanici na levi strani vidimo gasilski čoln, na desni strani pa vidimo dejansko ustrezno sliko toplotne kamere. Vidimo, da na desni se čisto lepo vidi, kje je čoln, na levi strani pa praktično ne. Tu vidimo gliderske točke prikazane na barvni in na sliki zajeti z toplotno kamero. Vidimo, da lider zelo dobro zazna okolico, se pravi bregove okrog reke, tisti čoln pa malo slabše, je pa ta čoln viden na toplotni kameri. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so za ta sistem razvili metodo globokega učenja, ki še posebno dobro deluje na gladki vodni površini, saj zelo dobro razlikuje odsev objekta od pravega objekta. Metoda razgradi sliko, ki jo zajame kamera, v semantične dele, torej pomenske dele. To so voda, nebo in pa ovire, ki so nevarne za čoln oziroma je plovilo nevarno za te ovire. Lahko so to flaše, boje, čolni, plavalci, smeti, ki plavajo na vodi. In to je en specifičen izziv vodne domene v primerjavi s cestno domeno, kjer imamo pretežno kolesarje, avtomobile, tovornjake. To so torej kategorije, ki jih lahko zelo veliko učno množico naučimo vnaprej. Tukaj pa gre za detekcijo anomalij, torej stvari, ki so nekako nenavadne za izgled vode oziroma neba. Sistem so že preizkusili na Ljubljanici v lepem vremenu in ponoči. Tokrat so se po nove podatke odpravili na Blejsko jezero, kjer so ugotavljali, kako dobro bo sistem zaznal ovire, kot so čolni, deske za veslanje stoje, boje in pregrade med plovbo proti soncu in stran od njega. Mi probamo čoln tako krmiliti, da dobimo čim več takih situacij. Potem izberemo posnetke, ki so najbolj težki, bom rekel, in z tega sestavimo bazo podatkov, na kateri se razvija te algoritme. Ko razvijamo dovolj dobro metodo, da naslovi probleme, ki jih je odkrila senzorska skupina, gre senzorska skupina nazaj na teren in najde nove probleme, katerim pa naša metoda ni kos, in s tem naredimo novo podatkovno zbirko, ki je uporabna za nadaljnji razvoj naše metode. Sup vidimo, ampak supa ne zaznamo še zaenkrat. Ja, recimo tu je sup in supa trenutno ta metoda ni zaznala, ne? Vidite, evo, zdaj skoraj smo ga že povozili, zdaj se malo vidimo, se pravi, tu imamo problema, ne? To so stvari, ki jih je potem treba rešiti. Slovenski raziskovalci so prvi, ki tako zbirajo in obdelujejo realne podatke ter razvijajo metode za njihovo kombiniranje za najboljšo zaznavo ovir na vodni gladini. Tehnologija, ki bo omogočala avtonomnost plovil, je podobna tehnologiji, ki jo najdemo v avtonomnih vozilih in pri avtopilotu. Zdaj, v prispevku smo videli nekaj tehnologij. Kaj pa pravzaprav še potrebujemo za avtonomno plovbo? No, sistemi, ki se že danes nahajajo na ladji, to pomeni in radarski sistem, in GPS sistem, in sistem za identifikacijo ladij, te bodo, seveda, ravno tako govorimo tudi o podatkih, ki jih pridobimo, naprimer meteorološki podatki, hidrološki podatki. Vse te informacije so potrebne in bodo potrebne tudi za avtonomna plovila. Bo pa potrebno na nek način replicirati tisto, kar danes vidi in zaznava, naprimer, častnik v straži. To pomeni, poleg vida, ki bo z novimi sistemi lahko izboljšan, bo treba zaznavati tudi sluh, naprimer v primeru navigacije v megli ali podobnega, v zgoščenih področjih plovbe, ali pa tudi stanje morja, se pravi, na kakšen način se ladja odziva recimo na neko zibanje morja, na valove in tako dalje. Vse to bo treba zaznavati, zato da se bo pravilno načrtovalo recimo plovbo ladje v danem situaciji na morju. Kaj pa na kopnem? Kako bo pravzaprav potrebno prilagoditi infrastrukturo na kopnem avtonomni plovbi? To bo po moji oceni precej velik izziv, namreč ladje, če gledamo skrajni primer, plujejo v mednarodnih vodah, plujejo v različnih državah in ti sistemi bodo v nekem trenutku morali biti vsi kompatibilni, vsi enotni, tako da bodo lahko sistem upravljanja, ki ga bo v nekem trenutku imela ladja, prešel na sistem upravljanja recimo za vplutje ladje v pristanišče ali pa njeno izplutje. To pomeni, da, bom rekel, velika integracija, tudi programske in računalniške opreme bo potrebna v bodoče. Ja, prednost avtonomnih plovil je tudi v tem, da lahko vidi bolje in dlje kot človek, če seveda uporablja poseben sistem, ki to omogoča. Enega takšnih sistemov razvijajo na Univerzi v Mariboru v projektu Ploto. Avtonomna plovba temelji na podatkih, ki jih plovilo zajema med plovbo z različnimi sistemi zaznavanja ovir in podatkih iz navigacijskih zemljevidov.
Zakaj navadne karte in satelitski posnetki niso dovolj? Vsak sistem je omejen v številu stvari, ki jih lahko vidi. Tako senzorski sistemi nad vodo ne omogočajo, ne vidijo pod vodo in obratno tudi senzorski sistemi pod vodo ne vidijo nad vodo. Zato je ključnega pomena za avtonomno plovbo, da združujemo različne informacije pridobljene z heterogenimi podatkovnimi viri in senzorskimi sistemi. Zdrav človeški vid seže nekako do mostu. Visoko ločljivosti navigacijski sistemi pa vidijo tudi, kaj se dogaja za ovinkov. Tako kot oko, tudi senzorski sistemi avtonomnih plovil ne zaznajo nevarnosti zunajvidnega polja. Visokoločljivostne navigacijske karte pa plovilu omogočajo, da ves čas plovbe pozna celoten pretok reke in po potrebi spremeni smer ali način plovbe že veliko prej, preden senzorski sistemi zaznajo nevarnost. Visokoločljivostni navigacijski zemljevidi združujejo satelitske posnetke površja, senzorske podatke o globinah rek in sonarske tridimenzionalne podatke o dnu rek. Vsi ti podatki imajo različno časovno in različno prostorsko ločljivost. Zaradi tega je treba te podatke najprej uskladiti v času in potem še v prostoru. Saj so senzorski podatki zelo redki, merimo jih zgolj na nekaterih lokacijah, medtem ko pa recimo satelitske podatke pridobimo za vsake 10 metrov svoj podatek. Po prostorski in časovni uskladitvi podatkov na zemljevidih označijo, kaj so voda, teren in nevarnosti, ki se lahko pojavijo na reki. Iz teh podatkov nato izračunajo globino vode na posameznem odseku reke, da lahko določijo navigacijsko pot plovila. V normalnih okoliščinah se to dela mogoče enkrat na teden, ko pridejo nove satelitske slike. V primeru nekih ekstremnih okoliščin pa lahko podatke zajamemo tudi z brezpilotnimi letalniki ali kaj podobnega in zgeneriramo te mape še bistveno hitreje. Visokoločljivostne navigacijske karte so uporabne predvsem pri rečni plovbi, pri kateri je vodno okolje zelo zahtevno in podvrženo hitrim spremembam globine vode in tokov ter nevarnostim, ki se v teh tokovih pojavljajo. Predstavljen primer nakazuje uporabnost takšnega pristopa. Zdaj lahko vidimo, da recimo 1. junija je bilo vso porečje plovno brez večjih afer, medtem ko 20. avgusta je zaradi suše padla gladina vode in so se pojavile izjemne nevarnosti znotraj tega rokava. Posledično pa mora ladja že nekje pred potjo vedeti, v katero smer lahko zavije, zato da uspešno pripluje takšno pot. Na območjih, kjer je globina vode še posebej pomembna, so namestili senzorske sisteme, ki jo vsako sekundo natančno izmerijo. Tako lahko vsako sekundo posodabljajo zemljevid in sproti načrtujejo pot za varno plovbo. Kako pa je z vzdrževanjem vseh omenjenih tehnologij? Na krovu komercialnih tovornih ladij so večinoma navigacijski častniki in strojno osebje, ki vzdržujejo ladijske pogonske in pomožne stroje, črpalke, hladilne sisteme in tako dalje, kar zahteva redno vzdrževanje. Kako bo s tem na avtonomnem plovilu? No, že danes so sistemi podvojeni, se pravi ključni sistemi, ki so potrebni za delovanje ladje. Menim, da bodo na avtonomnih ladjah takih redundantnih sistemov še več in da bo vzdrževanje temeljilo na vzdrževanju na kopnem in ne več toliko na ladji kot danes. Več kot elektronike, avtomatizacija, avtonomnosti, bolj so pravzaprav ta plovila lahko izpostavljena kibernetskim napadom. Res je. Zdaj, prvi vidik je že to, da je več elektronskih naprav pomeni tudi večjo možnost odpovedi teh naprav. Zdaj, menim pa, da bodo to sistemi, ki bodo programsko in računalniško zaprti sistemi, tako da vdori od zunaj bodo zelo omejeni. Vemo pa, da se področje cyber security izredno hitro razvija in sledi tem potrebam. Zdaj, vpeljavo avtonomnih vozil in s tem seveda tudi vpeljavo avtonomnih plovil nekako ovira odgovornost pri morebitnih nesrečah. Kdo bi bil odgovoren, če bi avtonomno plovilo zagrešilo neko nesrečo? No, danes vemo, da je za vse, kar se zgodi z ladjo, odgovoren poveljnik. In tudi pri avtonomnem plovilu bo bil verjetno nek odgovoren poveljnik, kje se bo ta nahajal, če ne bo na ladji, bo verjetno na kopnem, in na nek način bo to moralo biti urejeno tudi v bodoči zakonodaji. Zdaj, govorila sva o stopnjah avtonomnosti plovil. Na kateri stopnji smo pravzaprav danes? Jaz mislim, da danes smo lahko že na prvi stopnji. Novejše ladje imajo že avtomatizirane sisteme, ki bi omogočale prvo stopnjo, mora pa temu seveda najprej slediti zakonodaja v pomorstvu, ki obravnava avtonomno plovila. Mislite, da bodo pravzaprav plovila kdaj res popolnoma brez človeške posadke?
Nekatera plovila so za danes brez človeške posadke, zdaj, če pa govorimo ladje v prosti plovbi, menim, da bo človeška prisotnost potrebna, ni nujno na ladji, zagotovo pa nekje na kopnem, kjer bo spremljanje njeno delovanje. Za konec torej, kako daleč od avtonomnega vodnega prometa smo? Če gledamo, kako se hitro razvija recimo cestni promet in avtonomna plovila na cestah, bi lahko zelo optimistično gledali, da bodo tudi v pomorskem prometu ali vodnem prometu število takih ladij hitro naraslo. Zdaj, kdaj bodo pa popolnoma avtonomne, naprimer velike čezoceanke, to je pa malo težje povedati. Si upate špekulirati? Jaz pravim, študente, ki jih danes učim in bodo recimo v kratkem začeli delati na ladji, menim, da bodo, bi rekel, na ladji tudi svojo kariero zaključili. Profesor Peter Vidmar, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam. Avtonomna površinska pomorska plovila v pomorskem prometu odpirajo nova obzorja. S pravilno regulativo, razvojem tehnologij in sodelovanjem med raziskovalci ter industrijo bi lahko avtonomne ladje pripomogle k varnejšemu, učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu pomorskemu prometu in raziskovanju morja. In zdaj je čas za uganko, Matej Živjo. Živ Renata, danes bova štela ladje. Sicer uporabljava lahko le prste ene roke in zanima me, koliko ladij lahko prešteva. Zagotovo vsaj 5. Aha, in če se malo bolj potrudiva? Ne vem, mogoče 10? Ja, no, tega ugiba ne razumem pa prvega. Namreč vsakemu prstu si dala vrednost 1 in potem, ne, če si iztegnila 3 prste, seštela 1, 1, 1, skupaj 3. Izkaže se, da se splača prstom dati različne vrednosti. Sicer potence dvojke, začenši z 1, 2, 4, kazalcu 8 in palcu 16. To se sliši nekoliko zapleteno, mi recimo lahko poveš en primer. Ja, recimo, da vidiš nekoga na obali, ki tako steguje roko in ima iztegnen palec, vreden 16 točk, kazalec vreden 8 točk in mazinec vreden 1 točko. Seštejemo te 3 vrednosti, 16 plus 8 plus 1, dobimo 25 ladij. Razumem, to pomeni pravzaprav, da za tako oštevilčenimi prsti pravzaprav lahko izračunamo popolnoma vse vrednosti do števila 32. Res je, ker je tukaj zadaj skrit dvojiški sistem, za katerega vemo, da deluje. Odlično, nekoliko zapleteno, ampak Deluje in morda veš, koliko ladij bi lahko prešteli s prsti obeh rok. 32 krat 2 zagotovo, ampak mogoče pa še nekoliko več. Ja, v resnici kar 32 na kvadrat, kar pomeni več kot 1000, s čimer bi lahko v bistvu več mesecev stala v Kopru in štela to na ladje. Matej, najlepša hvala za uganko. Ni zakaj. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Bodite z nami tudi prihodnji teden. Kot vedno bomo v sredo na naši strani na Facebooku objavili novo uganko, v četrtek pa bo na sporedu nova oddaja. Vedno pa nas lahko najdete tudi na družbenih omrežjih. Nasvidenje. Nekatere rastline za svoje razmnoževanje potrebujejo ogenj in dim. Ena izmed takih je sekvoja. Njena semena so v storžih in vzklijejo šele, ko so izpostavljene ognju. Pri nas požari niso potrebni, se pa pojavljajo. Največji gozdni požar pri nas je na Krasu popolnoma uničil 2900 hektarjev gozdov. Strokovnjaki z Zavoda za gozdove smo preverili, kako poteka pogozdovanje v mirenskih gozdovih in zakaj bodo večino požganega območja prepustili samo obnovi. Razsežnosti lanskega požara so razkrili tudi satelitski posnetki iz vesolja. Gašenje požarov v naravi je najuspešnejše z vodo. Uporabljajo pa tudi gasilno peno. Kako ta deluje? Zemlja vsako leto bolj gori. Se bodo tudi v Sloveniji požarno ogrožena območja v prihodnje širila? Glejte, ugriznimo znanost.